Občina Sevnica je leta 2014 prevzela Tončkov dom na Lisci, ki ga zadnja leta z različnimi projekti prenavlja. V letošnjem letu je na vrsti prenova nastanitvenih kapacitet. Sama investicija bo imela za dosežek nova posodobljena ležišča, nekako sobe, ki bodo primerne za bivanje, te so bile podstandardne. Prenova poteka v okviru 2 naravovarstvenih projektov, ki vsebujeta tudi druge vsebine, in sicer centri interpretacije zavarovanih območij in z ribami do zdravja. In tako se bo v letošnjem letu preko obeh projektov in tudi preko nakupa dodatne opreme vložilo v objekt skoraj 400 000 evrov, kar bo imelo za posledico, da bo praktično celoten objekt prenovljen. Obnove se veselijo tudi planinci, saj se, kot pravi predsednik Planinskega društva Lisca Sevnica, izpolnjujejo njihovi načrti izpred nekaj let, ko so lastništvo Tončkovega doma skupaj z okoliškimi zemljišči prenesti na občino Sevnica. Veseli smo, da se v teh letih vsako leto vlaga v te objekte, v okolico, v infrastrukturo. Seveda Lisca kot taka je, mislim, da je na najbolj obiskanih točk v Posavju in verjetno tudi širše. Še posebej v teh časih, ko ljudje nekako zaradi vseh teh ukrepov protikoronskih hodijo radi v naravo. Lisca pa ni samo planinska točka, je tudi izletniška točka, je to športno-rekreativna točka v širšem pomenu, zato smo veseli, da pravzaprav se postavljajo neki temelji za razvoj turizma, za razvoj pohodništva, za razvoj vseh dejavnosti, ki se na Lisci lahko izvajajo. Z razvojem območja Lisce sledijo ciljem sonaravnega razvoja turizma in varovanja narave, pravi župan občine Sevnica. Nekako to je tudi v duhu korona časov, kajti turizem, prosti čas nekako bomo preživljali drugače, nekoliko manj množično, v nekih prostorih, kjer bomo ohranjali razdaljo, varno razdaljo, pa kljub temu si želimo gibati in to Lisca nudi. To vidimo že sedaj in zagotovo bo poleti še toliko pomembneje, da bomo ta dom, to območje imeli pripravljeno na tak način uporabe za naše občane, predvsem pa za tudi tisti, ki bodo prišli iz drugih okolij. Lisca namreč daje možnost za različne aktivnosti, šport, rekreacijo, aktivno preživljanje prostega časa, zato je sonaraven in trajnostni turizem njihov cilj. Nekako center razvoja turizma. V okolici Lisce se razvijajo tako kmečki turizmi, nastanitvene kapacitete in verjamem, da jih bo še več v prihajajočem obdobju, kajti tudi trend v turizmu je nekako razpršen turizem. Vidimo, da je vse več obiskovalcev z avtodomi, ta individualnost je vse bolj poudarjena. Lisca pa ima svoje pozitivne in negativne plati, poudarja predsednik Planinskega društva. Opažamo tudi planinci, ker se pač veliko gibamo gor, urejamo planinske poti in tako naprej, da še vedno ljudje odlagajo odpadke, recimo, še vedno ni nekako sistemsko za to poskrbljeno, še vedno prihaja do zlorab območja, ljudje se vozijo gor z avtomobili po zasebnih zemljiščih, recimo, opozarjamo, sicer tudi občina je na tem področju nekaj naredila z opozorilnimi tablami, ampak to je premalo. Enostavno je pa težko posegati pač v neko kulturo ljudi in želimo si pač, da bi se te stvari dolgoročno uredile. Predvsem pa si želijo, da bi se vzpostavil smiseln sistem urejanja in vzdrževanja planinskih poti, kajti brez urejenih poti za pohodnike ni varnega dostopa na Lisco.